Rock skupina The Rolling Stones pa je te dni preložila svojo ameriško turnejo, saj mora njihov pevec 75-letni Mick Jagger na nujno operacijo srčnih zaklopk. Novica je bila velik šok tako za oboževalce Stonesov, kot tudi za vse tiste, ki so stavili, da bo prvega pobral Keitha Richardsa. A vi ste na kjer ga se stavili? Na Jaggerja? Moda. Pariška modna znamka je ustvarila novost na področju spodnjega perila. To so spodnjice z džinsa. In čeprav stanejo dobrih 300 evrov, so zaloge že razprodane, saj so se v trgovini, spletni trgovini, kot predlog za nakup pojavile vsem strankam, ki so v preteklosti kupile tudi modrce iz steklene volne in kvačkane kondome. Majhno dansko mestece Brande pa načrtuje gradnjo najvišje stavbe v zahodnji Evropi. Če še niste slišali za Brande, me ne čudi, saj gre za mesto s komaj 7000 prebivalci. Da bo najznamenitejša stavba zahodne Evrope stala v tako majhnem mestu je, ker če bi najznamenitejša stavba Slovenije stala v Krškem. A ja, se je. Ne. Evropsko poslanko Alessandro Mussolini, vnukinjo fašističnega diktatorja Benita Mussolinija, pa je razburil ameriški igralec in slikar Jim Carrey, potem ko je objavil risbo njenega usmrčenega dedka in njegove ljubimke. Pri tej risbi pa nismo sigurni, kaj je Alessandro bolj zmotilo. Motiv ali izvedba? Bodimo realni, gre za najslabši izdelek Jima Carreya po filmu Pingvini gospoda Popperja. Inovativni poljski duhovnik pa se je ta teden lotil javnega sežiga predmetov, ki naj bi skrunili Boga. Tukaj ni šlo za poganske kipce in satanistične simbole, ampak za nekaj še bolj bogokletnega. Pred cerkvijo v bližini poljskega Gdanska je tamkajšnji duhovnik zažgal knjige o čarovniku Harryju Potterju. Duhovnik pa ni zažgal vseh knjig o Harryju Potterju, ampak samo 6. knjigo, saj je bil preveč razočaran nad dejstvom, da Dumbledore umre. Hkrati se opravičujem vsem, ki berete Harryja Potterja in še niste prišli do 6. knjige. Sorry. Med sežganimi predmeti pa so se poleg knjig znašli tudi drugi predmeti sodobne popkulture, med njimi celo dežnik z motivom Hello Kitty. Pričemer nam ni več jasno, ali duhovnik sežigal predmete, ki so bogokletni, ali pa mu je Vatikan v sklopu boja proti pedofiliji naročil, naj se znebi vseh dokazov. Se je pozn. Zdaj pa stanje na cestah. Po najnovejših podatkih britanskega prometnega ministrstva so za 29% motenj med vožnjo krivi otroci, za 27% spreminjanje radijske postaje, za 26% sovoznik, za 24% mobilni telefon in za 15% satelitska navigacija. Če je kdo računal sproti, je najbolj opazil, da 100 skupaj nanese 121%. Kaj pomeni, da je bil moten tudi tisti, ki je delal to raziskavo? Ali pa so raziskavo delali športniki, ker oni vedno dajo od sebe 120%. Preseneča pa predvsem dejstvo, da so za večino motenj med vožnjo krivi otroci. Če potujete z majhnim otrokom, je torej bolj varno, da vozi on. Britanski znanstvenik David Nutt pa je odkril tako imenovani lažni alkohol, ki naj bi bil brez negativnih posledic. Wouldn't it be fantastic if we could replace alcohol with something which led to almost no deaths? That would be one of the greatest public health developments in the history of the world. Uživanje spojine Alkosint tako posnema pozitivne učinke alkohola, kot so veselje, uživanje v plesu in preživetje celega tedna na šihtu. Nima pa neprijetnih fizičnih posledic, kot so težave z govorom, glavoboli in koma. Preostalih pogostih učinkov alkohola, kot so klicanje bivše sred noči, lažen občutek, da znaš pet in pogosto padanje po štengah, pa Britancev za zdaj še ni uspelo odpraviti. Edina težava te nove spojine je njen slab okus. Zato izumitelji že razmišljajo, da bi kot testne subjekte izbrali Dolence. Če lahko pijejo cvičk, lahko pijejo vse. Za konec oddaje pa skočimo še v terme v Moravskih Toplicah, kjer so morali za nekaj časa zapreti svoje bazene, saj je prišlo do zdravstvenih kršitev. Analize so pokazale, da je bil benzen prisoten v 4 naturbazenih. Gre za 4 takšne kopeli s črno termomineralno vodo, ki je ne klorirajo ali kemično filtrirajo. Ja. Krive so bile torej presežene vrednosti benzena v bazenih. Gre za edino današnjo novico, ki je ne morete izgovoriti 3-krat.
zapored. Dajmo poskusiti. Presežene vrednosti benzena v bazeni. Presežene vrednosti benzena v bazeni. Ne da se. Nemogoče. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!